Lepo pozdravljeni humanistke in humanisti. Danes je zelo poseben, vesel dan, kajti z nami je izredni profesor dr. Klemen Potočnik. Dober dan želim. Dober dan, Blažka. Živijo, Klemen, takoj na začetku, potem imam pa še nekaj uvoda, ki gre takole. Dela na oddelku za zootehniko, na katedri za znanosti o rejah živali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zootehnika je znanost o živalih, sem prebrala. Prebrala pa sem tudi, da se profesor, da se Klemen ukvarja z laboratorijskimi, družnimi in prosto živečimi živalmi. Kaj predava, bomo izvedeli. V včerajšnjem mailu, v elektronskem sporočilu pa sem izvedela tudi to, in zdaj to delim z vami, pa tudi z vami, Klemen, da prosti čas preživlja kot kmet, da ima ekološko kmetijo, kjer se ukvarjajo s kobiljim mlekom, nekaj tudi z osličjim. Skratka, zanimiv sogovornik, ampak čisto na začetku, kaj pravzaprav raziskujete in kaj predavate v službi? Ja, hvala lepa. Področje je dokaj široko. Začel sem kot asistent na področju statistike, biostatistike, kjer še vedno delno delam. Tukaj se ukvarjam zlasti s kvantitativno selekcijo na področju govedoreje, konjereje, tudi nekaj pri drobnici. Zdaj, tisto v uvodu, ne vem, je bilo malo narobe, družne živali, laboratorijske. Enkrat sem res imel nek prispevek o tem, ampak v glavnem se ukvarjam s konji. To je neko področje, ki sem ga sicer že od otrok sem vezan s konji, doma smo jih vedno imeli. Potem bila ena pavza s temi konji, ko sem se poročil in tako naprej. In potem je prišlo do nekih dogodkov na fakulteti, da so me povabili leta 2004, da sem prevzel to področje na fakulteti in od takrat se kar precej ukvarjam s tem področjem tudi na mednarodni ravni. Kaj je čudežnega v konju? Zakaj konj? Rekli ste od mladih nog. Se pravi, ste povezani z njim zato, ker se tako pač zgodilo. Ampak vendarle nekaj mora imeti, da vas je konj obdržal pri sebi. Ja, teh zgodb s konji je zelo veliko. Veliko poznamo iz zgodovine, kaj vse so konji prispevali. Bomo rekli, da je družba taka, kot je, ali pa da smo se razvili, civilizacija prišla do tu, kjer je. Do industrijske revolucije so nas konji zelo tesno spremljali, praktično vsakega od nas. Zdaj smo samo še izbranci, ker imamo to priložnost, da to delamo na dnevnem nivoju. Vsekakor so pa konji ključno prispevali to je nekje iz literature, bi lahko rekli do tistega časa, ko so izumili smodnik. Dokler je bila borba mož na moža, je imel konj bistveno vlogo za preživetje človeka v teh spopadih. Veliko bolj pomembno, kot potem po smodniku, ko se je začela razdalja med bojevniki povečevati. Tako da v današnjem času, pa kaj ne rečem, recimo en primer, ko imam vaje študenti na predmetu konjereja ali pa znanost o konjih, lahko rečem, da pozabim tisti čas, ko delam s konji, praktično na vse roke, na vse sestanke, na vse, kar mi visi za vratom v službi in doma. In podobno doma, recimo taki trenutki zjutraj ponavadi, da med 5. in 6. grem v hlev. In v tistem času v bistvu naredim med recimo oskrbo konj, med čiščenjem, naredim načrt za dan, sicer se navadno ne izide potem načrtu, ga korigiram. Namere so dobre, pa je realnost druga. Tako, v tistih trenutkih pa pogosto pridejo na dan kakšne take zelo dobre ideje, ki sicer v tem stresnem načinu življenja, ki ga imamo čez dan, praktično nimajo možnosti, da pridejo v tisti del možgan, da jih zaznamo. Ampak Klemen, če vidite recimo lepega konja, kaj se zgodi v vas? Vsak je po svoje lep, vsak konj ima svoje perspektive. Je res, da sem včasih imel bolj ozko gledanje tega, zdaj ko to področje konjereje dojemam širše. Praktično vsak konj lep je, ampak lep konj je zame tisti, ki je, se pravi, izraža neko energijo, mogoče deluje nekoliko neukrotljiv, tak mi je vedno malo bolj pri srcu, da so neki izzivi pri rokovanju z njim. In pri takem
neka želja po interakciji, prijetni občutki, skratka. Skratka, vsakodnevno ste v stiku z živalmi. Kaj je v vaših živalih človeškega? Ja, to je tako zahtevno vprašanje, ki bi zahtevalo veliko razprave, ampak mogoče bilo bolj enostavno, kaj v živalih ni človeškega. Jaz imam eno tako navado, da vedno pri ljudeh vidim tisto, kar pri živalih, ker smo v bistvu si zelo podobni. Ne? In ne vem, zdaj, ko spoznamo že veliko genomu, tudi živali, smo sesalci približno 80% vsi identični po genomu, torej je zelo malo razlika, ampak v živalih je praktično, smo se veliko od njih naučili. Recimo ustroj poveljevanja v vojski je praktično povzet po temu, kako je organizirana čreda v naravi med konji. Tako da veliko stvari smo povzeli po živalih in lahko rečem, da imajo veliko teh človeških lastnosti. Ne. In mi živalskih. In mi živalskih, seveda, vse smo neke vrste, jaz ne vidim take razlike, kot se dostikrat kje pojavljajo, jaz ne vidim take, imam mogoče kakšne deformacije, ne, da narobe vidim ali pa drugače vidim, ampak recimo, kar nimajo živali, ne, pa imamo ljudje, je ta recimo neka zavist, neke zgodbice, a ne, tega, to je že Harari v tej znamenitem delu svojem opisal, ne, da pa živali ne moreš prodati zgodbe, ne, nekaj, kaj se bo zgodilo, nekaj, ne, ampak dejansko živijo tukaj in zdaj, se prilagajajo, seveda na okoliščine, ampak nekako smo si recimo enako, recimo imajo to med sabo kot ljudje, da si, ne vem, to me recimo najbolj nekako, bom rekel, razjezi, a ne, ko recimo slabotni živali ne pustijo zraven, da grejo jesti ali pa kaj takega, ne, da recimo ta neko rivalstvo nepotrebno, ko je za vse dovolj, ampak odrivajo šibkejše, a ne, to me recimo, to se mi zdi, to je taka stvar, ki me moti, kar ni glih za povedati, a ne. Živali skratka živijo, omenili pa ste čredo, čredo konj. Je res, da je vodnica in ta glavna ženski osebek, ženska? Ja, praviloma. Praviloma vodi ta osnovno celico, nekje 12 kobil naj bi bilo v povprečju to, najmočnejša kobila. Ta organizacija je nekoliko drugačna kot pri ljudeh, a ne. Enkrat je vaš kolega Sašo Hribar rekel, da smo včasih v šoli bilo, da bo tisti predsednik razreda, ko bomo vsi rekli, da naj bo, a ne. Zdaj pa tisti, ki hoče biti, a ne, je zdaj, ne, recimo v politiki, ne, kdor sam reče zase, da je sposoben. No, pri konjih je to zelo zanimivo, da v bistvu prihaja do rangiranj, želijo biti vodniki, vendar vodnik prevzame odgovornost za čredo. In je odgovoren, je v bistvu breme veliko za njega, treba je organizirati varovanje črede, kam, kdaj iti, recimo k vodi, ker ni kar tako, ko ima zdaj v hlevu vsi vsak zraven, kdaj na pašo, kam na pašo in tako naprej, kdaj se umakati in kako organizirati komunikacijo v čredi, tako da ima vodja črede veliko odgovornosti in v bistvu ta ponavadi starejša kobila, ki vodi, ko opeša, jo nadomesti njena naslednica, ne, tako da je to zelo dobro organizirano. Vaši konji imajo imena? Seveda. Kako jim je ime? Ja. To tako rada poslušam. Ja, imajo v bistvu dvojna imena, rodovniška, imamo redimo samo avtohtone pasme, slovenske, se pravi lipicanske konje, posavske konje in slovenske hladnokrvne konje, tako da kar naštejem. Ja, tako me zanima. A veste, tudi v Lipici sem vprašala to isto vprašanje, ker sem bila navdušena nad tistimi blago zvenečimi napisi v hlevih. Ja. Ja, tam je nekoliko drugače. Imajo ta rodovniška imena, a ne, ki so zelo tako, no, rod kobile in pri kobilah samo to ime rodu in neka številka, pri žrebcih je še ime linije očeta oziroma moške strani rodovnika. No, tudi pri nas te lipicance, ko imamo, ampak imamo recimo najstarejši je Marengo, potem je Princ, pa imamo Bliska, Strelo, to so lipicanci, potem imamo recimo ponije Odo in no,
zdaj mi je šel iz glave. No, Charlie se spomnim, ko smo ga ravno stran dali. Wow. Potem uradno je Odessa, Vande Široko ali nekaj takega, ki je iz Nizozemske. No, potem imamo kobile, te, ki so v glavnem za možo, imamo Lolo, Suzi, Nutello. Se je bila enkrat ena pesem, moja kobila, Suzi. To je bila, ja. Potem imamo še eno osličko. Ta je tudi zelo taka prijazna in rada sodeluje pri moži. Tako da ja, imamo. Sliši se super, ne? Kar obiskala vas bom. Dobrodošli. Ampak še prej ena družbeno pomembna tema. O tej ste mi že namignili v najini korespondenci in ste rekli takole: družbeni pogled na živinorejo je aktualna tema. Vi pravite, da gre morda celo za nekakšen pritisk in da gre pri tem vprašanju, kako mi, recimo temu navadni ljudje, gledamo na živinorejo, na hrano živalskega izvora, da gre velikokrat tudi za pomanjkanje znanja in vedenja, da mogoče preveč sledimo samo eni liniji razmišljanja. V katero smer gre zaznavanje te živalske hrane, a veste, zmeraj več je vegetarijancev, veganov, nekako se bojimo te živinoreje, povzroča podnebne spremembe. Kaj je res? Ja, tukaj je več vidikov te težave, recimo, če greva na najbolj razpitega, ne, da govedo povzroča tak obsežen pritisk na to, o tem je veliko in zelo lepo napisal naš rektor, profesor Majdič, v eni sobotni prilogi, kogar to zanima, lahko tipka njegovo ime, sobotna priloga, toplogredni plini, bo dobil zelo lepe podatke z referencami. Ampak, kakorkoli gledamo, velik pritisk je na govedo. Ne. Vemo, da so še številni drugi prežvekovalci, v glavnem je težava izrigan metana. Ne. Zdaj, če smo zelo realni, bi mi recimo teoretično lahko to naredili v Evropi, da bi recimo nekoliko zmanjšali, vendar mi ne moramo pričakovati, da bomo lahko to ne vem koliko zmanjšali, ker to je pač narava. Mi, če bomo eno funkcijo v tem holističnem pogledu na organizem spremenili, bomo porušili celo ravnovesje organizma, torej bomo povzročili neke druge težave. Ampak tega goveda je v celotni Evropski uniji zgolj 5% tega, kar je na svetu. Se pravi, če bi bil vsa težava, ne moramo pričakovati, da bojo v Indiji, v Aziji, v Ameriki to počeli. In recimo, če iz tega izhajava, mi v Evropi si ne moramo privoščiti, da bi za uvoženo hrano postavili standarde, kot jih imamo pri nas. In že s tem bi rešili, ampak to bi avtomatsko pomenili lakoto. In zdaj, s tem pritiskom na živinorejo se vse manj mladih želi ubadati s tem, ker se morajo z raznimi aspekti ukvarjati, ki niso ravno živinoreja, ampak sploh, da bi bilo dovoljeno ostati živinorejc. Ali pa je rekel celo imidž živinorejca, en tak vtis v družbi je kot nekoga, zaradi tega ne bomo mogli več dihati, recimo celo. Bil sem na predstavitvah veganov, smo imeli neko mednarodno konferenco, večji je bil en vegan z Amerike in pravnik, pač nas obdolžil, da zaradi nas ne bo on več mogel dihati. To so nerealne številke, tudi ve se, da so tiste prve analize bile malo pavšalne, pa da se je samo delež, ki ga povzročajo toplogrednih plinov govedo, v kmetijstvu interpretiralo, da je ta delež v bistvu kot celota, kar ni res. Saj smo lepo videli, recimo v koroni, ko se je svet ustavil, kako se je hitro vse povrnilo, celo ribe so preplavale v Benetke in tako naprej. Pa je bilo enako število krav. Na drugi strani imamo pa recimo zelo toleriramo recimo divje živali, pa imamo veliko prežvekovalcev, srne, jeleni, to je vse, bi rekel, velike številke in tudi ti prispevajo k tem. Tako da, ampak to je nerealno, zaradi tega se ni začel planet segrevati in tako naprej. Potem recimo ta dvoličnost, da smo recimo, mogoče drug vidik, da smo iz tistih midva, ko sva toliko stara, kakor sva, se še spomnim, da je v mestnici visel recimo cel kos ene,
Danes tega ni in je potrošnik izgubil vtis, da gre to za žival. Ne? In so celo izjave, najdemo lahko, da zakaj bi redili živali, zakaj bi jih pobijali, se je v trgovini dovolj mesa. Ne? A veste, tako smo izgubili stik s tem, kar je. Na drugi strani smo izgubili kompetence, kako priti do mesa in tako naprej. En vidik je recimo ta industrijska proizvodnja, če temu tako rečemo. Ne. Mi imamo v Sloveniji idealne pogoje za majhne kmetije, da imamo ohranjeno kulturno krajino, da imamo zdravo hrano, da ne forsiramo živali do vseh skrajnosti, da v bistvu ena ideja je bila recimo v Švici pred 30 leti, 20 leti zelo močna, da bi proizvajali mleko in meso govedi zgolj na travinju, se pravi brez uporabe močne krme. Tukaj imamo cel kup možnosti, ne, ampak kljub vsemu smo na koncu na globalnem trgu, kjer naš kmet v enih omejenih okoliščinah pridelave dejansko v bistveno težjih pogojih kot velike farme po svetu konkurira na globalnem trgu. Zdaj, drug recimo tak, ali pa zdaj že četrti aspekt, ne, če greva pa na konje, je pa to sprenevedanje, ne, kaj bo s konjem. Mi imamo v Evropi, zdaj na evropskem nivoju, dva projekta o tem konca življenja, end of life, ne, kako bo končal konj. Ne. In veliko ljudi, v bistvu tudi v konjskem svetu je veganov, vegetarijancev, so lastniki konja. Ne. Ampak oni smatrajo, da so zelo odgovorni, ker ne jejo konja. Ne. In potem tega svojega konja, ki izgubi neko ekonomsko vrednost, če temu rečemo, ali ni več za šport, ali ni več za rekreacijo, preprosto prodajo, dajo nekam v oskrbo, se začnejo ukvarjati z novim konjem, ki je za njih v tistem momentu bolj pomemben. Govorim nasplošno, to ne pomeni za posameznika. Ampak v večini, pogosto v športu in rekreaciji je tako. In ti konji nekje končajo. Zdaj, neke afere so bile recimo leta 2013, ena, ki je Interpol vodil, je bila 2021. Ampak neke študije pa že ves čas obstajajo, recimo na Švedskem ena študija, da je 20% konjskega mesa v vseh izdelkih, ne, suhomesnatih recimo, da ga primešajo. Na Norveškem recimo bila ena steakhouse, restauracija z rezki, ne, je bila, kjer so uporabljali konjsko meso, dokler niso ugotovili, dokler ni en uporabnik ugotovil, in potem so začeli kritike deževati na to restauracijo, zakaj so poslabšali kvaliteto mesa. Skratka, recimo, če gledam, je zdaj vidik študentov, ne, ko jim jaz razlagam, da je to v bistvu ena dvoličnost, kako se mi znebimo tega konja, in seveda damo nekomu možnost, da na nekem sivem področju s tem konjem ravna kot ravna, ne, smo v bistvu mi konja svojega zapustili. Ne. Jaz, na primer, zelo težko najdem sogovornika, ki bi me ali pa sogovornika še, ker ga recimo prepričam mogoče, ali pa mu razložim, ne, da, na primer, jaz, ko doma recimo, ko prirejamo kobilje mleko, seveda na koncu laktacije žrebe, bomo rekli, je nekaj gre za pleme, nekaj tako, ampak nekaj gre pa za meso, ne. Grem jaz z njim do klavnice, jaz se dogovorim v klavnici in sem z njim do konca, zato da ni stresa pred klanjem, ker je posledično na kakovost mesa, ampak zlasti pa to, jaz sem se z njim eno leto z njim družil, ali pa 9 mesecev, ali pa 7-8 mesecev, ni važno kako dolgo, in sva se lepo imela, a ne, je bilo veliko interakcij, ampak jaz ne želim zdaj, da gre, se pravi, jaz bi lahko, enostavno bi bilo za mene, da bi ga nekomu prodal, ta bi ga v en zbirni center dal, med neke druge vrstnike, ki jih ne pozna, oni bi se tam rangirali, se pravi, pretepali, če tako rečemo, ne. Potem bi ga spet nekam naložili, peljali nekam v Italijo, 1000 kilometrov daleč ali kakorkoli. Skratka, jaz bi mu na koncu zagrenil življenje. Tako grem pa z njim, bom rekel, na mesto, kjer konča življenje. Ampak, Klemen, vseeno ste vi ta, ki se odloči, da bo končal življenje. Ja, jaz se odločim. Ja. No, to je en takšen pomislek, ne, ki mi je zdaj padel v glavo. Ja, ampak drugače bi se pa nekdo drug odločil, a ne. Zdaj, problem tukaj je, da se mi velikokrat odločamo na osnovi čustev, brez racionalnega razmisleka. In neko realnost v bistvu hočemo zamegliti, ali pa zelo radi smo pa všečni.
ali pa ste ali pa so. No. Jaz nisem tak, da bi rad bil všečen, ampak povem, kar mislim. Ampak tudi imate realen stik s tem, kar je. A veste, jaz opazujem to iz svojega bloka iz Šiške, a ne? Vi pa ste med živalmi, na kmetiji, veste, kako morajo stvari potekati, zato da živijo. Ja, in tudi zaradi tega tako delam, kot delam, a ne? In si ne želim, da bi katerakoli žival, ki jo imamo, bila deležna nepotrebnih muk. Ne? Ampak se pravim, ljubitelji pa velikokrat, posebno pri konjih, mislijo, kako lepo ravnajo s konjem, pa ne vejo, kako so zadnji dnevi, tedni, meseci, morda leta tega konja, kako se je življenje tega konja končalo. Ker se enostavno ne morejo tudi finančno ne privoščiti tega. Ne? Ampak kakorkoli je to njihova odgovornost, njihova odločitev je tudi bila, da so ga dali nekam v ene tuje roke. Ne? Ampak te tuje roke so pa ponovadi je zadnji nek kapital, ne? Kjer je malo manj čustev kot tam, ki ga ima prej lastnik. Tako da, to so kompleksne stvari. Na evropskem nivoju zelo veliko o tem se dogaja. EFSA pripravlja zakonodajo na tem področju in se bo v naslednjih 2 letih kar veliko na tem področju dogajalo, pa že ne 2 leti se. Tako da to je vroča tema in ne mislim, da imam prav, ampak tako razmišljam. Zaenkrat nisem... Skupaj razmišljamo, ne? To je namen, tudi humanistika, to si ti, a ne? Smo ljudje in živali vsi na tem svetu prepleteni. Razmišljati je treba, pogovarjati se je treba. Ja. Zdi se mi, Klemen, da ste v temle pogovorju ali pa da delate zelo dobro za imidž živinorejca, za imidž kmeta, ne? Upam. A ste tak srečen kmet? Jaz mislim, da sem. Je to tako lepo delo? Bi ga priporočili? Ja, morava biti iskrena. Ne? Vsekakor je to eno tako lepo delo, da nazadnje pridemo, ohranjamo kompetence, a ne, kako pridelati hrano. Na drugi strani tudi smo deležni take hrane, kakšne jo pridelamo, kar je ponavadi veliko boljše kot tisto, kar lahko kupimo. Na drugi strani pa ne bi želel nikomur, da bi moral od tega živeti. Saj ne v klasičnem smislu kmetovanje, z omejenimi dejavniki, recimo na eni majhni kmetiji, kjer razne s kakšnimi inovativnimi metodami, a ne, zelo kaj posebnega, kar pa spet ne zagotavlja nekega mirnega, srečnega, dolgoročnega življenja, ker se pogoji ves čas spreminjajo. Na več področjih v državi se ves čas nekaj, tudi gospodarstveniki, recimo ti najbolj vplivni gospodarstveniki v naši družbi se oglašajo, ne, da je težava preživeti v gospodarstvu ravno zaradi tega, ker se ves čas pogoji menjajo. Zdaj, absolutno je to zelo zahtevno gospodarstvo, ampak če rečeva, da je to recimo v kmetijstvu, a ne, če hočete vi eno čredo si vzrediti, rabite 10, 20, 25 let, da ste prišli do ene dobre črede, in potem rečejo, ne, to pa ni, ampak oni vam že preden čredo vzredite, rečejo, da je nekaj drugega boljša. Ne. To pač ne gre, da bi vi kar vsako leto menjali področje. Neki, bomo rekli temu, špekulativni kmetje to delajo, ampak to ne vem, če je sreča. Se pravi, neko srečno kmetijstvo je, da imaš nek, bomo rekli, krožno gospodarstvo, ne, pridelaš od gnoja do cel cikl, ne, obrneš. Mi imamo recimo nekaj njiv, nekaj živine in imamo v bistvu, bom rekel, en tak naraven krog vzpostavljen in tega ne moreš ti kar zdaj premikati levo, desno in za eno tako srečno življenje jaz računam, da bi mogel v tem ciklu živeti ves čas. Ne. To je pa danes težko. Čisto zadnje vprašanje, pa vem, kaj boste odgovorili. Saj mislim se, katera je vaša najljubša žival? Ja, težko bi rekel kaj drugega kot konj. Potem pa konj naj bo. Najlepša hvala, profesor, najlepša hvala, Klemen, in veliko srečnih dni z vašimi konji in ostalimi živalmi vam želimo. Hvala lepa. Hvala, Blažka.